Srednje veliko stanovanje v bloku sredi Ljubljane je ob menjavi lastnika doživelo temeljito prenovo. Novi lastnik se poklicno ukvarja z notranjo opremo, zato smo bili še toliko bolj radovedni, kakšen dom si je uredil zase. Z nakupom stanovanja, ki meri približno 70 kvadratnih metrov, je lastnik uresničil sanje po domu sredi mesta. Dvosobno stanovanje je umeščeno v kompleks starih večstanovanjskih zgradb, zgrajenih leta 1929. Temu objektu pravijo rdeča hiša, zaradi tako obarvane fasade. Prenovo je vodil arhitekt Matevž Frančič. Vprašali smo ga, kakšno je bilo stanovanje pred začetkom prenove. Stanovanje je bilo popolnoma iztrošeno, dotrajano in potrebno celovite prenove. Vsaka prenova je pravzaprav preplet različnih misli, idej, hotenj in pa seveda dejanskih možnosti in omejitev, ki jih ima vsako stanovanje. In kako je bilo tukaj? Recimo, se vam je mudilo, je bil budžet majhen? Jaz trdim, da vsak dober projekt mora imeti omejitve. Več kot je omejitev, bolj zanimiv in boljši je projekt, boljši je rezultat. Budžet je bil, recimo temu, razumen, časovni okvir je bil kratek. Ekipa biroja je strnila glave in za svojega sodelavca dopolnila osnovne zamisli o prenovi. Upoštevali so izročilo, ki ga je ponujala arhitektura stavbe, z značilnostmi obdobja, v katerem je nastala. Je pa glaven motiv za oblikovanje tega stanovanja, zlasti za to zidno dekoracijo, pravzaprav prišel prav iz arhitekture te stavbe. Govoriva o tehle črtah, ki tečejo po Govoriva o teh art dekojevskih detajlih, ki se ponavljajo po celem stanovanju. V črtah, ki jih lahko vidimo tudi na fasadi, na prečudovitem stopnišču te hiše, na vratih, na okroglinah. To so pač motivi in detajli, ki se ponavljajo na sami arhitekturi te stavbe. Eden od teh detajlov so prav zaobljeni prehodi med prostori v stanovanju. Veža je pravzaprav en zelo majhen prostor v tem stanovanju in s to oblino in zrcali za to oblino postane veža del tega glavnega bivalnega prostora in obratno. Bivalni prostor postane del te veže. Temu bi lahko rekli ukraden pogled, motiv pa je ta art dekojevski detajl, okrogline, ki se pojavlja na stopnišču, na fasadi, v sami arhitekturi cele stavbe. Iz veže stopimo v osrednji bivalni prostor, v katerem nas preseneti monolitna, črna marmornata stena, ki očitno nekaj skriva. Za to monolitno črno kocko, ki je pravzaprav najbolj dražeč detajl v tem stanovanju, ki v to sorazmeroma klasičen interier vnaša eno prav posebno napetost in vznemirjanje in marsikoga zmoti, kakor mi je Andrej povedal, marsikdo vpraša, kdaj bo postavil to kocko naravnost. Razkriva, kaj je za njo? Za njo je skrita kuhinja. To je ena pravzaprav zelo zanimiva rešitev, ki je nekako v teh sodobnih prostorih nismo navajeni, ker je kuhinja obrnjena proti publiki. V tem primeru se je Andrej odločil, da hoče kuhinjo skriti in pravzaprav je to ena zelo pametna ideja. Spalnica je tudi na nek način presenetljiva. Ne samo, da je pravzaprav razmeroma prazna, ampak noter je ena taka impozantna zelena omara, pa če se prav spominjam, so tudi ogledala na stropu. Ogledala so spet en motiv, ki se ponavlja v tem stanovanju. In to je en trik, s katerim na lep način povečamo prostor, podvojimo prostor. Ustvarja eno iluzijo v prostoru, ki doprinese eno drugo dimenzijo, eno bogastvo. Ja, včasih so imele različne barvne poudarke. Zdaj ta glaven bivalni prostor je urejen v takih nežnih, sivkastih, resnih moških tonih, medtem ko ima spalnica ta zeleno noto. Vsak od glavnih prostorov v tem stanovanju ima svoj značaj, nekaj, kar ga ločuje od običajnega videza takih prostorov. Tudi kopalnica je več kot le skupek minimalistično opremljenih gladkih površin. Kopalnica je skoraj bolj zelena kot bela. Pa to ni zelena barva, ki bi prestopila prag iz spalnice, ampak Andrej je velik ljubitelj sobnih rastlin, pravzaprav rastlin na splošno, in kopalnico si zamislil kot zimski vrt.
V osrednjem prostoru ne moremo spregledati velike fotografije znanega fotografa Arneja Hodaliča. Pogled pritegnejo tudi mizice, namenjene postrežbi, prigrizkov in pijače. Tamle, če se ozrem, so mizice za recimo kavo ali čaj ali prigrizke. Če sem jih prav preštel, jih je 5 ali kako? Ja, mogoče en korak stran od stereotipa, se pravi ene centralne mizice, ampak pravzaprav, zakaj pa ne? Zelo praktično, estetsko, funkcionalno. Oprema je izbrana s premislekom in veliko ljubeznijo. Andrej je velik ljubitelj in poznavalec industrijskega oblikovanja in to odraža tudi samo stanovanje.